Kraft pivovarna Hofer. Ne, to je pivovarna, obstaja. Češki, ne, Slovaki so me, ne, Varšava. Včasih so bili. Varšavski pakt. Varšavski, Ne, to smo v Višegrajski skupini. Višegrajska skupina je naredila naše pivo. Ja. In to pivo, to pivo je zmagovalno pivo velikega žveplovega testa nizkocenovnih piv, lepo prosim, To pa je. že 9. leto drži. No, To zato, ker nismo ponovili. Ja, dokler ne ponovi, drži. Tako je, to je res. Tako da kmalu pričakujte nov test piva. Ja, v bistvu bi res lahko, ne. Zdaj lahko podcast o tem naredimo. Ja, Res je, lahko bi naredili en podcast. Ja, lahko. Ali pa dva. V Peru. Ja, V Peru. za čez počitnice. Za vas bomo iskali the biggest bang for the buck, ali kako se že tako, temu reče. Najbolj za najmanj dan. Sam Daj si. donacije morate pa bogato pojačati. Ja, Zaradi tega, da mi to najdemo. Ker tudi slepa kura zrno navde, če dosti prekavsa, ne, in bomo mi tudi poiskali nekaj na to temo. Tako. Mislim, ampak glede na to, da imamo 3 donatorje, katerim se še enkrat zahvaljujemo, je to glih to, kar lahko pijemo, ne? Nizkocenovna piva in to je to. Hvala, Ti donatorji. moramo skoraj ukrasti. Kar ne. Kar se ne sme. Ne, ampak- da- Otroci kraje, mislim, Mislim- ni v redu. Pejmo. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi Štoparski vodnik po galaksiji, ki so preden je avtor napisal radijsko igro, knjigo oziroma 5 poznali le redki prebivalci tega nepomembnega modrozelenega planeta. Ta podcast še nima svojega opisa na Wikipediji. Štoparca vsak teden beremo z Peli in Aljo. In že vnaprej se vam opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale ob poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje in zato lahko bereš z nami. Če Štoparca bereš prvič, smo ti fovš. Upam, da ti bo všeč. Lahko pa samo poslušaš podcast in se z nami spomniš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. Sem zamenil tekst video. Sem videl, pa to, kar ne preverjaš, lahko prej ne. Ja, saj to. Preverjam, koliko si... Vem, ki mi imaš... Da se kar radici v vodu. Se vidi, da si imel čas svojo oddajo na radiju. Mislim, svojo. To pa. Oddajo na radiju. Ne? In sem imela tudi pogovor z gospo urednico takrat. Ja. Kaj je rekla, da mora bolj artikulirati. Zdaj mi je žal, da nimamo kamere tukaj, ker to bolj izgleda definitivno, če je kamera. Ker Pili je mogli zdaj videti, ker je usta odprl. Tale pop bi skoraj pojedel. 10 cm pop filter sem skoraj pojedel. Okay. V prejšnji epizodi smo spoznali vagone, čeprav smo jih že v predprejšnji, ampak podrobno smo spoznali vagone. Dentrasije smo spoznali in zakaj so dentrasiji kul in ribo Babilonko. Ja, ta intro je bil prebran v vogonščini in v prevodu ribe Babilonke ste ga zdaj poslušali. Tako, ja. Tako. Zdaj pa Peli opozorilo za kvarnik. Zdaj le bo, samo še malo, evo ga. Zdaj mora pa Peli povedati, kako nas lahko podprejo. Zdaj pa, če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kako? Hvala za vse ribe.si. No, Hvala. Ja, hvala. Že vnaprej. Ja, v glavnem v 7. poglavju srečamo Arturja pa Forda dobro prevezana na ustolih za uživanje poezije. Če moraš uživati, si najbolj desprevezan, jaz pravim. Ja, sploh če je tako dober kot krvogonska poezija. Očitno si vogoni res niso delali utvar glede svoje poezije, ne? Ampak Douglas pa prijavil, da je vogonska poezija šele 3. najslabša na svetu, ne?
Druga najslabša poezija je tako nevarna, da lahko lastno črevo zadal možgane unga umetnika. Ne, kaj že bil. Ta citat je kar za prebrati, tako da preberite knjigo, ne bomo vam vsega povedali. Ja, ne se more, čakam, pustimo jim nekaj, da malo tudi sami preberejo, ampak definitivno preberite, ker je lep, lep odstavek. Lep odstavek je. Ne. V glavnem, prva najslabša poezija je pa Zginila skupaj s planetom Zemlja in to je bila poezija pesnice Paule Nancy Milestone Jennings. Jaz nisem, je to de facto oseba? Jaz nisem šel gledati. Ne. Se mi zdi, da to bilo pa malo prekruta. To je nek anagrame, ali kako je od enega, ampak je pa en pesnik, ki ima 4 imena in priimke. Aha, ok. Ja, mislim, da se mi zdeli, ok, let's make a fun of it, ampak... Ja, z nečesa se je mogel malo ponovčevati. Ja, seveda. Pač ni bilo. Jaz sem tega našega, zadnjič sem poslušal, tega našega Jureta Jakoba, ki je tudi sicer dobil ene nagrade, ampak to pri nas je po mojem, če dosti dolgo ustrajaš, itak fašaš eno. Tako da sem poslušal njegovo poezijo, pa bi bil tip kar konkurenčen za tole tekmovanje. Ne vem. Ti nisi poet. Hotel sem reči, le če Jure sodi na Jupiter. To je res, ja. Tako da tukaj smo mi malo, mislim, po mojem, malo pristranski, kako preračal reko, ne? Pač ne vemo. Ne? Se pa tudi vogonsko ne moramo soditi. Mislim, nikakor ne, to je Douglas sod. Mi jo ne. Tako. Mogoče nam bila pa všeč. Mi jo bomo malo poslušalcem pobliže predstavili. Tako. Ja, ampak kar Douglas razlaga, Fordu ni všeč, ker Švica... Ne, Ford... Za Švico se je ful. Ford, če prej so začeli brati za Švico ful. Ja. Artur je samo malo strah, zato ker ko me je Ford ucepil, da tole nekaj ne bo v redu. Ne. Mislim, plus prvezanost. Ja, mislim, prvezanost, lihkar je ugotovil, da so vesoljci v njegovem življenju Zemljo so uničili. Mislim, tako ima ful veliko stvari, kjer ima prav, da se boji, ker se bo vsak bal. Pa Kvarnik, še glava ga boli. Še glava ga boli. Zdaj v vsem poglavju končno zvemo, da ga še zmer glava boli. Ja, valda, ker je še zmer četrtek, veš. Maljažen Perov je spil, poleg tega je pol še spil Maljažen Perov, pa še teleportiral se je. Ja, valjda. Valjda, da te glava boli. Človek pa ne ambenga aspirina, nisem. Ja, napaka. Ali lekadola. Vsaj lekadol imel, pa nima. Lek, če hočete podpreti tale podcast, prosim. Ja. Ali pa Bayer. Tudi komod, ja. Ali pa kjerkoli farmacijska služba. Kdorkoli. Hvala za vse ribe, afna, zvp.com. Sam povejte vaše generično ime, pa vas bomo omenili. Ni problema. In tukaj je čas za našega prvega sponzorja. Nimamo ga. A bomo dali malo tišine, pa rečemo, da tukaj je prostor za vaš oglas? Ali? Tako, ja, to. No, okay. Tukaj je bil prostor za vaš oglas. Hvala, ker se delujete z nami. V glavnem, prevezane ste na cel kup neke elektronske opreme. Všeč mi je ta učevalnik metafor. Zato meni se zdi dobra stvar. Mislim, to bi nucal. Ja, to je tako, mislim, tako, jaz za druge stvari mislim, ampak sliši se dober. Mislim, ne sem za branje poezije. MZ Hector bi ful rabil v svojih komadih, čeprav hočemo so oni imel, Samo nazaj, samo nazaj. Umenil si MZ fucking Hector, joj, ne, glava me začela uleti. Predstavljaj si, v meni je Kalifornija skozi učevalnik metafor. Stari, joj. Točno to mi je šlo, zdaj čez možgan. No, sej. Pa še prevezani nismo. Ja. In pa se pa zgodi to, česar se Ford najbolj boji. Ampak da pa doživimo to, bi pa tokrat prosili, da nam vogonsko poezijo deklamira Aljaž Pangov-Bitenc iz sosednjega podcasta LDGD. No, v glavnem, če ne poslušate LDGD, poslušajte, ker so fajn, zdaj pa poslušamo Pengovskega. Živjo. Jaz sem Pengovski in tole je krajši recital vogonske poezije, ki je nastal v okviru podcasta LDGD ob nedavnem obhajanju Mednarodnega dneva brisače. Že vnaprej se opravičujem za vse nevšečnosti. O fredlene grumblajde poscajne, zame bele kloplurdne globčnike iz grumaste črebele, grotimte tu na moje bruntke pogrevone, užda žebljano me zajdaš z grumbastimi drobulki, ali da te v te skrehnem trehno vuč, kar bo s čemulki.
Pogovski je lahko nehaš, prosim, to je bilo tako dobro, da nočemo več poslušati. Ful, hvala. Ampak enega odstavka vagonske poezije ne bi več prenesel. Ne, to je zahteva celega človeka. Ne. Sam ne razumemo. Pa sploh nismo nič ojačani. Ja, valjda, kdo pa ima ribo Babilonko, da bi kaj razumel. To je pa tudi res. Čakaj, ono je še. Kje je bilo tisto na kjermu iskalniku, kje je bil Babelfish, tisti je še obstaja. Alta Vista je bilo. Alta Vista je bil, ja. Alta Vista pa je huku, pa ni bilo tako. Babelfish je bil res en pogreb od prevajalnika. Ja, lej. Mislim, da je... 99 je bil cel internet pogreb, ampak... No, ja, to je res. Mislim, spet, temu postavil to perspektivo. No? Internet je bil lep. Ja. Takrat je bilo lepo. Ni bilo nobenih trolov. Tu pa tam je bil kakšen dober cajtank, recimo... Ali imel 24 ur še svojo spletno stran? Ne, kakšen 24 ur se je. Ti si bilo kar v redu, čeprav ni bilo v redu. Lepi stari cajti. Zmeraj so dobri stari časi. Ja, in ko se pa zgodi... Prostetnik Jelc začne brati svojo neverjetno poezijo. Ne? To, ko smo glikar slišali? Ja. Ja, in Artur je še kar navdušen. Mislim, Artur Fejkan je navdušen. Jaz mislim, da ne, stari. Jaz mislim, on je tako... Jaz mislim, da on ne moj čisto vsem. On čisto gotovo, da ne moj, pa sej kar v redu. No. Ne, po moje ta angliška, veš, pač, mislim, ni tako slabo, no. A veš, ni pa najhujš, kar sem slišal v svojem življenju, ne. Verjetno je tako, kot mene, ki me vlečejo v opero, veš, pa če sklopiš možgane pa všesa takrat, pa pač... Mislim, ja... in pač stvar mine, ne, 2 ure mine, in to je to. 2 uri, ampak ja, ne, veš, obstaja pa verjetnost, da je on bral poezijo Paul Nancy Milestone Jennings, tako da mu je, ja, sej delo na radiju, valjda, najbrž je bil na oddelku za kulturo, pa mogoče... No, to zdaj predvidevaš, ne veš, ne. Ja, sej noben ne ve, ne. Tako, kaj si rekel, stvari moraš v perspektivo postaviti. Ja, to je res. Če si nekaj slabega, kaj tole slišal. No, Nancy je lahko slišal, to je res. Ja, mislim, to je res, ja. Očitno mu ni bilo tako slabo, ne, če... Ne, jaz mislim, da je javno gotovo, da pač tukaj se lahko mogoče, ne, pač vagonika so blazno neprijazni, da se lahko mogoče, da ima rata spizdati. Ne, veš kaj, če njegova osnovna šola zgledala podoben kot moja, ne, ka moraš pač iz tistega, ka popolnoma nič ne štekaš, moraš nekaj razložiti, ne, pol, ki si vprašan, ne, kaj je pač pesnik mislil in ti začneš tam bluziti nekaj, kaj itak sploh nisi prebral. Ne. Ali pa tudi, če si nisi štekal. In to je on, verjetno ta osnovnošolski moment je pofejkal, a veš. Ja, če zna biti. In pol on vogon je mečken trzno in Fort je pa pol zagrabo je, videl je, da grejo stvari v pravo smer in je videl mogoče smer rešitve. To je definitivno videl. Sam ni vedel zakaj. Ne. Mislim, Douglas napiše, da je Artur veselo rekel, meni je bilo pravzaprav kar všeč. Zdaj ne vemo zakaj, ampak v glavnem dobro se je šlo in pol... Mislim, niti ne, ampak... Pol strani se kar dobro izide in... Mislim, se truta, ne, se truta. Ja, no, v glavnem se kar držita. No. Ja, mislim, da je dober twist, ne. Tudi Ford ga zaprepadeno pogleda, ne. Ja. Ford je what ta in ga vidi, ne, ampak pol pa nadaljuje, ne. Nadaljuješ Timungo, ne. In pol si podajata jih, veš, že v obči človeškem, obče vagonskem, ne, veš, ne, ne, in si... V pesnikovi čuteči duši, ne, ki skozi zgradbo verza uspeva posredovati subliminilnost tega, transcendenco onega in se ujeti s fundamentalno dihotomijo tretjega. Tukaj do 8. dan poslušam. Ja, tam. Mislim, da tukaj... Tam nek imamo. Mislim, da se tukaj Douglas malo prvošil tele kritike, ne. Ja, skole malo mogoče še svoje... Zagotovo. Ja, svoje frustracije, ki verjetno je že kdaj kaj objavil, pa so ga verjetno spluvali, pa se jih je malo prvošil. V bistvu je Douglas pisal 42. epizodo Monty Python's Flying Circus. Po nekem čudnem naključju. Okay. Ja. Res? Ja, ne, to je po moje tako urbani mit. Prav 42. Mislim, ne vem, če je vedel, da je 42. Ampak ne. Sam to je napisal.
Sam to je napisal, ja. A ne se? Ja, bil je friend, z enimi pa je probo, Dobro, saj to te pa mislim, da je pol že pičil idejo za Štoparca in da je šel pol ti spisati. Pol pa, ker Štoparca je napisal, je pa še neki doktor Huje, pa neki... ja, in pol pride na to, ker je Aljo že v prejšnji epizodi naredil kvarnik, da v bistvu, torej pravite, da pišem pesmi zato, ker se pod mojo trdo in brezsrčno nanjo ste vendarle skriva želja biti ljubljen. In mislimo, da je tukaj twist na twist, ne. Mislim, da je twist samo, ampak je twist na twist, ne. Ja. In nope. In ne. In sta šla, kakor pravi In pesem. sta šla, ja, tako, ja. Sicer je bi še, ne, mislim, ta prijazni v narekovajih stržarju za grab pa odnese, pa odpelje, ne. Ja, in tle pol ima Mogoče še misliš, da tukaj ima aparat ali se, ne. Ford ima idejo, da bo, zdaj bom pa probal naj rešiti, ne. In se spustil en tak lep pogovor z gospodom Stražarjem, ne. Resistance is futile, ja. Ne, ni futile. Ja, mislim, Resistance is useless. Ja, je v originalu. Je v originalu, Ja. ja. Sam futile je pa iz kje? Borg, Star Trek. Ali iz Star Treka. A pa so bili že, ja, valjda so bili že takrat. Star Trek je bil... Ja, v nekim 60 je bila prva. Ja, mislim, da Sirius One, 65. ja. Tako da, no, v glavnem si je sposodil. Zna biti, čeprav je ni, ne. Čeprav takrat Borgi so kasneje. Borgi je Star Trek New Generation. Takrat ni bilo Borgov. V Star Trek, original Star Treku. Ja, sej sam pol v 70-ih so snemali valjda še kakšne Star Treke. Ja, ampak Star Trek New Generation so 90. Tako da. No, pa Mogoče So si si oni. pa oni sposodili. Ja. kdo si je sposodil, to ne vemo. Mogoče Mislim, ne vem, če so 90, ampak definitivno Ka kasneje. bi vsaj obstajal kakšen podcast, ki so se ljudje pogovarjali o Star Treku, pizda. Ka bi vsaj. In to slovenski celo. Ja. Kdo bi To, mislil? A misliš, da je? Ne. Ben ne govori. Tega noben človek preživi glav. Jaz poznam enega človeka, ampak po mojem te ni šel podcast delati. Ne. Prevelik je, da bi on podcast delal. Ta drugi je pa premejhen. V glavnem, Resistance is useless in Unijo še zmeraj vleče. Ford se matra in vmes mu celo... Pa dej, se imaš lahko več v življenju, ka sam da tuleš na ljudi, pa a veš, ne, pa kva delaš sploh, ne. A ti je sploh v redu ta live? Pa prav, ja, pa sej ure so kar v redu. Kar v redu, ja. Sej v redu je, samo minute se pa vlečejo. Ja. Sam teta mu je pač svetovala, da je to dobra služba, ne, in jo je pač poslušal. Ne. Ja, valjda. Ja, Teta je rekla, da je fajn, če Če mlad delaš. vogon, da greš pač Tako. v neko tako državno službo in si pol tam preskrbljen. Ne. Tako. Dobiš uniformo, za jesti dajo, upiješ lahko na ljudi, Ja, a ni to lušen? žrkovno pištolo nosiš naokrog. Ne. žarkovna Ja. pištola, Ja. bring it on! A imam ne. lahko dve taki službi, še popoldanski šiht. A veš, ne, le Valjda, ja. se človek, ne. Mislim, pa glede na to, da vsi vagoni to delajo, a veš, kaj pa češ drugega delati, ne, Ja, v valjda. resnici. Ja. Ja. Se je najdu tukaj, ali pa tudi ne, se ne vemo. Ja, in ne. je Ford je v bistvu ves čas je iskal neko, kako bi se rekel, neko človeško stran v njemu, ne? Neko tako toplo stran. Malo je pozabo, da z kam- vagoni govori. Ja. Ne. Napaka. Ja, ampak vsake toliko cajta Ne, se mi saj- zdi, da je začutil, da je pršel mečkan mu pod kožo, ne? Ampak vsakeč je pol, ki je vagon, je verjetno isto, kot z evolucijo naredil. A veš, je rekel, ma denjehi, ne more to biti, mislim. Jaz se deram na ljudi. Yep. Ja, vala. In jih, Boli njega, ne. in jih promptno vrže v V Airlock, Airlock, ja. ja. Tle še še preden, ko začne jih vleči, prav Ford. Pa daj malo pozitivno gledanje stvari, avtor pa takrat pol parjav na to, ne. Pa dobro, mislim, ti govoriš o pozitivnem gledanju na stvari, pa ti sploh niso uničili planeta, pizda. Jaz sem se zbudil, pa sem mislil, da bom miren dan, ne, malo bom bral, pa skrtačil psa, by the way, ama sploh psa, ne. Ne, ja, ne vem, na začetku nisem, da ga ne omenil. Da ga ne omenim, ne. Zdaj pa, veš, pazi, zdaj pa ura 4 popoldne in me že mečejo stuje vesoljske ladje 6 svetlobnih delč stran od kadečih se ostankov zemlje. Ne. Bogi revaš, pa še glava ga boli, ne. Se pravi, mislim, mačka imaš na fucking vesoljski ladji, ki prej sploh nisi vedel, da obstaja, zemljo si ti zdemoliral.
Ja, on je pa mislil, da sem tako, kot si zanč rekel, na avtopilotu, da bo mal presurfil dan, pa to je to. Veš kako, ne? Da spet kvarnik. Saj že vem. Kukar bo v prihodnje rekel Marvin, ne? Vem, kaj še rekel. Ja. Danes je tak dan. Ne, ker že misliš, da življenje ne more iti slabše, pa se mu lepo sreče. Sem mislil, da bo ura life. Don't talk about me, about life. Ampak ta je še boljša. Ja. No. Ja. Ja, čez 1-2 epizodi bomo srečali enega prijaznega možaka, ki sliši na ime Marvin, ampak kvarnik. No, prijazen je pa tako zelo. Mislim, možakar tudi Z dosti pesniške svobode si tole opisal. tudi možakar. Kot drugorojenke šilček je prijazen, približen tam nekje. Ja. Ampak glej, ma nekaj, je simpatičen, meni tudi pri srcu. Meni je ful pri srcu, Marvin. Tak je najbolj enemu takmu zemljanu podoben. Še skoraj bolj kot Artur. Človek se lahko naveže. V bistvu res, ja. Ja. Spet material kurmo z... Ne. No, skratka, ne se nima veze. To še vse lahko vam porezal. Ja, to je tudi res. Tukaj sem naredil marker. Sam je računalnik je bolj predelač, ne morem. Brez veze. Ja, v glavnem, kje smo stali v Airlocku? Vrže jih v Airlock, tam pa ne. In Ford mu je spet svetovni, ne zganja panike. Ne? In da je imel plan. Tlega pa prav trola, ne? Ja, ga. Čeprav nisem tukaj tak že v bešňaških humorah, veš, itek vem, da bomo šli v kane. Lahko se še malo zabava. Ne, Ford je probal, ves čas je probal razmišljati, ne, in mu v bistvu on se mu dere, da upiranje ne pomaga, tam mu tul, kako bo umrl. Ja. Mislim, kako češ na svet gledati v tistem trenutku pozitivno? Mislim, on je probo, ne? Ja, probo je, ne, sam Probo polka je. se ni šlo, pa, Ja, ne, pa Artur spet, ne, kot imamo ljudje navado, stating the obvious, Ja. to je torej to, ali kaj, umrla bova. Ja, razen če, ne, počak. In se zažene proti nekem stikalu. Ne. Kje je to stikalo? In pol valjda, da ga... To je ta iber-trolling. Trole, ja. In valjda, da ni stikala. Ne. Na drugi strani stikalo. Ne. Ja, itak. Ampak ni pa zgubil tudi v težkih trenutkih, ni zgubil smisla za šalo. Ne? Ja, to je res, ja. In slišimo en Ja. Loputa se odpre loputa se odpre, tako. in jih potegne v črnino. Tako. Tako je. Ford in Artur sta zletela v vesolje kot zamaška iz otroške puške. Ampak Ja. si predstavljaš, Da da pač si Da te da si v vesolju. Da imaš samo 29 sekund cajta. 30, lahko držiš. Ja, ne, Ja, zdaj je odvisen, lahko tudi dalj cajta držiš. Ne? Mislim, Ja. zdaj je odvisen, koliko si. Mislim, da se hud, ne. enkrat, ne vem, ali je to nekdo, nek sem gledal, bral, mislim, itek, da pol zmrzneš, ker pač ne, vesolje mraz tam. Najbrž niti 29 sekund. ne Verjetno zdržiš, tudi ne. 29 sekund, mislim, da je par sekund, ko politek zmrzneš. Mislim, da sem ne gledal, kaj se zgodi. Sa če- ne zdaj kvart zgodbe. Ne, kvarnik, junaka preživita. Ne. To je neverjetno. A to veš, to je bil enkrat, je bil en kratki film. Jaz sem sam na dolgometražne. Koza je preživela. Čakaj, je že bilo to? To pa mi je nekaj znano. Ne vem, mislim, pri teh kukar železniške rampe in pol pride en tip s kozo in pol pride še en kup ljudi tam zraven njega in valjda se neki skregajo in on pol uno kozo preveže za rampe in oni se tam skregajo in stepajo Ja. in pol se rampe odprejo. Ne? In pol je konc tega kratkega filma, ampak v naslovu si izvedel, koza je preživela. Konc si izvedel. Konc si izvedel na začetku. Twist. Tako da ne še nehati poslušati Artur pa Ford preživita, ampak kako bomo pa zvedeli šele čez 2 epizodi. Ja, to je to za to epizodo, drage in dragi. Se pravi, v 8. poglavju bomo govorili o tem, koliko je Štoparski vodnik v celoti izjemna knjiga, kar že vemo, drugače ne bi tega delali, kar delamo. In tudi o tem, ja, in o vesolju. No. Se bomo pogovarjali. Tako da zdaj vas pa vabimo, da
mi smo zdaj 7 epizod, smo vse prijatelje poklicali, pa stanovske kolege, pa prijateljice, pa celo človeka smo sredi Brooklyna zmatrali, da pove en citat. Zdaj pa prosimo, da kar cel poglavje preberete. To je bilo super, veš, da vsak en odstavek, pa je stvar rešena. Ok, to se sliši dobro. Pa malo naredimo eno kompilacijo, mimo pa ene 2 povedali o tem, pa bo to super epizoda, se mi zdi. Tako da, kako posnamete citat, vse piše na hvala za vse ribe.si. To je pa to. Ali kva? Smo? Ja, avtor mora še povedati. Sorry, jaz mislim, da smo že konc. Mislim. Ja. Lahko si saj prebral. Z vami smo bili. Aljo, Kaj da jaz Peli sem in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala, čao. Ajde, čau. Hajde. Se slišimo drug teden. Talec očanje ni v redu, ne? Ja, lej, ti sam, Te živčen ga delo. Saj, če ni noter, če ga ni noter, Jaz sem tega prever, no. Jaz sem ga zdaj odmislil. Jaz sem ga tudi.